Ok, pa poglejmo, kako se zmeri diastaza. Hlače si potegnemo rahlo navzdol, da čutimo cel trebuh. Torej, kot sem že rekla, diastaza je odprtina med temi six-packi, ki bi jih videli, če bi odstranili maščobo, torej ta odprtina vmes. Ful je pomembno, koliko je globoka, kakšna je tenzija vmes in vse te zadeve, da pol vemo, na kateri točki sploh smo. Ok, največja napaka, ko jo vidim, ko si ljudje, oziroma ko si ženske gledajo diastazo, je, da naredijo ful velik trebušnjak in kaj pol to naredi, v bistvu te six-pack mišice da skupaj in pol ne moramo točno določiti. Rahlo dvignemo glavo, damo prste med te six-pack mišice in počasi se sprehajamo dol in tipamo, koliko je ta širina med mišicami in koliko je globoka. Glavo čisto rahlo gor. In gremo najprej pogledati, kakšna je širina med six-pack mišicami. Torej, najprej pri popku pogledamo, kakšna je širina, koliko je te odprtine. Pa tukaj na podrebri in še nad sramno kostjo. To vse v bistvu preverimo, kakšna je odprtina. Naslednja stvar, ki jo bomo preverili, je, kakšna je globina, koliko se nam prsti dejansko udrejo not, ko dvignemo glavo. Torej, spet pri popku, koliko gre not, pod rebri in nad sramno kostjo. To vse si pišemo, da vemo, kak rezultat bo na koncu. Tukaj pri globini je zelo pomembno, ali se odbije nazaj prst, koliko je en kanvas, ali kar pade not, tako kakor v en polšter mehek not. Ali dejansko, ko damo mi prste not v trebuh, da je to kot en trampolin, da čutimo, da je tenzija, da je močno, ali je vse skupaj zelo mehko in kar padajo prsti not. In naslednja stvar, bomo z izdihom probali aktivirati trebuh oziroma trebušno votlino. In zdaj v tem položaju probamo isto stvar. In vidimo, ali je to kakšna sprememba ali ne, ali je bolj trdo vse skupaj, ali je še vedno isto. Če je še vedno isto, niste še tam, niste še okrepili trupa, ampak vas bom spravila do tja. Če pa čutite, da je vse skupaj malo drugače, je pa verjetno to že dober znak.